ampak te dnevne centri so postale res sržika tega najlepšega mesta na svetu, kajti če so meščani prijazni starejšim invalidom, so prijazni vsem. To je osnovna misel, osnovna ideja. In če dodamo dnevne centri, tudi zdaj te nove steze za hojo, da ne gre sam center mesta, ampak recimo na primer v Savi ali pa na PST-ju, in nove vse telovadne naprave, fitness naprave, ki vidim, da jih mnogi naše generacije koristijo, potem je res poskrbljeno, da se mi starejši dobro počutimo. Jaz sem prišel četrtek nazaj iz Kopenhagna pa Malmeja, Danska pa Švedska. Imeli smo konferenco Eurocitiesa, Ljubljana je dobila organizacijo konference 2017, spet nekaj posebnega, postali smo člani izvršnega odbora in potem sem videl, kaj bi lahko mi iz tega Kopenhagna pa Malmeja pa nesli v Ljubljano. Zdaj, upam, da se to spoznate na fuzbal, ker na fuzbal se znamo vsi, ne. Po vseh stvarih, ki sem jih ugledoval, sem si rekel, sam nekaj bi pa nesel iz Malmeja v Ljubljano. In to je Zlatan Ibrahimović, da bi igral za Olimpijo. Vse ostalo Ljubljana ima bolje in več. In to je tisto, na kar smo ponosni lahko, kajti mi sedaj postajamo v Evropi primer dobre prakse. Nas citirajo v vseh konferencah, tu, ko je bil zadnja konferenca na Civitas Forum, so nas tako hvalili, da je bilo že nevarno za sladkorno bolezen. Ampak dejansko ne, to, kar nas zdaj postavlja v bok, Dunaju, Parizu, Londonu, mi imamo nekaj, kar oni nikoli ne bojo imeli. Jaz vem, da je Pariz mesto, ki vleče, ima ime, ima spomenike, ima zgodovino, ampak če govorimo o kvaliteti življenja, tam nimate kje hoditi po pločniku, ali pa da bomo rekel, da se prepilete. Zato pravim, na mestu bomo biti ponosni, sem hvaležen za vso podporo mojim sodelavcem in mi bomo šli še naprej v tem razvoju. Ta mesec imamo dve otvoritvi, ki sta izjemno pomembni in tudi nekaj posebnega. 18. novembra odpiramo regionalni center za predelavo odpadkov. Predelavo odpadkov za 37 občin na Barju. Tazga centra ni do Dunaja. Mi ne govorimo samo jug, vzhod, pa govorimo, da smo pripeljivi z vsem na zahodu in severu. In ta center je dal spet eno posebno mesto Ljubljani v Evropi, namreč 29. januarja dobil v Bruslu prvo nagrado, zato ker smo doma, na domovih, največji procent smeti ločevali. 63%. In smo prvi v Evropi po tem. Se pravi, cela Evropa se pod nas učila. Drugič, 27. novembra bomo odprli novo gimnastično dvorano na Viču, Cerar, Pegan, Tekovšek, je delovna zveza v dveh naših največjih, jasno, da je Cerar največji olimpionik. In ta dvorana bo omogočila našim gimnastičarjem, da se res pripravljajo za naprej. Naštel sem samo dva od projektov, ki imata že uporabno dovoljenje, ki boste odprli ta mesec. V tem trenutku pa v Ljubljani izvajamo, rec in piše z besedo 86 projektov, živih, ki se delajo. A je kdo iz Vizovika, iz Hrušcetle? Jaz sem bil včeraj cel dan na Litijski. In Litijsko prvi del smo že pobelili, črte narisane, se pravi še en vikend, pa bo Litijska tiste odprta. Pa Savinova cesta, pa cesta v Kosten, pa Fužinska cesta, pa pod šoli. Drugo leto pride še Hruševska. Pa ne vem, Andreja Bitenca se dela, če veste. Pa ne bom začel naštevati, da ne bomo v Zaloški cesti, ki je čakala 20 let tisto šikano pregovorniku. Tako da uživajte, imate dost programa, dnevni centri so pomembno zbirališče, ker se srečujejo prijatelji, ker se srečujejo tisti, ki se hočejo družiti, ki imajo dobro v srcih. Predvsem pa, da ne pozabim, vas vabim 29. maja, ko bo spet proslava Ljubljane, mesta Heroj in bo nekaj posebnega. Srečno naslednjih 10 let.
Hvala, gospodu Zorjankoviču. Sedaj pa lahko Lepo vas. zamejte, grem nazaj in roki vsejo. Sam da bo pol mir, da bo Katja povedala svoje izkušnje, da grem, da jaz uidem. Lepo sedite. Hvala gospodu Zoranu Jankoviču za te lepe besede. Spoštovani, predsednik Mestne zveze upokojencev Ljubljana, gospod Marjan Srmak, spoštovani predstavnici Mestne občine Ljubljana, spoštovani predstavniki različnih organizacij in seveda spoštovani člani in prostovoljci dnevnih centrov aktivnosti za starejše. Veliko veselje in čast mi je, da lahko danes stojim tukaj kot strokovna vodja programa, socialno-varstvenega programa, ki je v zadnjih letih naredil pravo revolucijo na področju oskrbe starejših. Program Dnevni center aktivnosti za starejše je zgodba o uspehu. Je zgodba o tem, kako malo je v resnici potrebno, da nekomu polepšamo dan. Ne prefiljen način učimo solidarnosti, učimo se prilagajanja, učimo se sprejemanja drugačnosti. Učimo se, da različne generacije sobivamo skupaj v isti družbi. In le, če bomo dobrali skupaj, nam bo vsem skupaj lažje. Kot sem že omenila, Dnevni center na Povšetovi danes, natančneje včeraj, je praznoval 10. rojstni dan. Ne moremo vam predstaviti vseh članov, prostovoljcev in obiskovalcev, ki so stopili čez naša vrata. Ne morem vam povedati, kaj se počnemo, s kom se sodelujemo. In v vseh teh zgodbah, ki sem jih srečala v teh letih, niti ne bi želela izpostavljati posameznikov. Zato smo vam pripravili kratek prerez teh 10 let. Nekaj utrinkov, nekaj spominov na vse to. Tudi sama sem pred 7 leti kot strokovna sodelavka začela delati v Dnevnem centru na Povšetovi in tudi danes, čeprav malo drugačni vlogi, še vedno sedim na Povšetovi. Zato mi ne zamerite, če moje srce za odtenek bolj bije v tem delu Ljubljane. Predtem bi se rada samo še zahvalila res vsem, ki ste kakorkoli danes prispevali, da je ta proslava uspela. Vsem, ki ste si vzeli čas in danes sedite tukaj z nami. Vsem, ki ste skozi leta prispevali svoj košček v mozaiku te zgodbe v uspehu. Moja osebna zahvala gospodu Srmaku, šefu z veliko začetnico. In seveda hvala vsem, ki boste še naprej naši. Zdaj pa samo še Tadeja, akcija!